Dragi gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Reportu, v kateri pa bomo začeli s čim drugim kot z tematiko, ki zadeva rožnati mesec, to je mesec oktober in na nek način namenjen tudi mesecu boja proti raku dojk. Tako v moji družbi torej pozdravljam vodjo podružnice Podravja iz Evrope Dona, gospod Anko Pušnjak. Gospa Pušnjak, dobrodošli v Reportu. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Tako, današnje prve minute oddaje bova namenili torej tej problematiki in temi, ki je zelo, zelo pomembna, kar zadeva torej boja proti raku dojk in tudi sicer nasploh raka. Pravzaprav že vrsto let se v Evropi Doni trudite ozaveščati v tem mesecu še posebej toliko več z raznimi programi, z raznimi akcijami, z raznimi dogodki. Pravzaprav, kaj je tisti namen vaš, ki ga na nek način želite prvotno v tem mesecu sporočiti vsem, ne samo ženskam, tudi moškim, tudi ti lahko zbolijo za rakom dojke? Drži, tako je. Mi vedno pravimo, da je to naš mesec, prav za oktober. Letošnji slogan meseca oktobra je Potipaj raje svoje. S številnimi našimi donatorji, sponzorji in seveda našimi članicami se v tem mesecu še posebej trudimo ozaveščati o pomenu te bolezni in predvsem tudi o preventivi, ki je tako pomembna. Tukaj gre predvsem za samo pregledovanje. Kot ste že na začetku povedali, je to pomembno ne samo za ženske, temveč tudi za moške. Tudi moški lahko zbolijo, predvsem pa želimo opozoriti in ponavljati, da je rak ozdravljiv, vkolikor je odkrit dovolj zgodaj, v velikih primerih. In ozdravljivost je dobra z presejalnimi programi, preventivnimi programi, ki se izvajajo in vsemi našimi aktivnostmi v Združenju Evropa Done se skozi vso leto trudimo. Ta mesec pa še posebej in osveščanje vsakega posebej je tisto, kar je najbolj pomembno in seveda samo pregledovanje in samo poznavanje simptomov raka je že nekaj, kar bi morali vsi nekako se podučiti, vedeti, da potem lažje se spoprimemo z vsemi temi težavami in posledicami. Kot ste omenili, torej samo pregledovanje je ključno, pač tudi k zgodnjemu odkrivanju in pa seveda tudi čim boljši prognozi in poteku bolezni. Pravzaprav zato ste tudi razvili aplikacijo, o njej še bova govorili, ampak vendarle, kaj je najpomembnejše, kateri so tisti simptomi, seveda poleg tega, da nekdo zatipam z trdlino oziroma bulico, kot ji radi rečejo, ne? Kateri so še tisti simptomi, na katere morajo biti pozorni ljudje? Ja, tako niso samo bulice ali pa zatrdline, so tudi spremembe dojk, ki so vidne po barvi kože, po obliki bradavice. In tu ravno pri tem samo pregledovanju, o katerem bomo še kasneje malo več povedali, ti vzame po 3 minute. In tukaj lahko opaziš takrat vse spremembe, ki so pomembne, da so naše dojke zdrave, če zdaj govorimo samo o raku dojk. Še druge spremembe, na katere opozarjamo oziroma osveščamo v naših programih, pa so tiste, ki so splošne. Predvsem pa je potrebno vedeti, da vse naše aktivnosti in način življenja vpliva na to, da ostanemo zdravi in da preventivno skrbimo za tiste vplive okolja in način življenja, prehrano, gibanje in vse, kar je potrebno, da pač poskušamo ostati zdravi in spoznati tudi skozi vse programe informativne, ki jih nudi ne samo naša organizacija, temveč celoten zdravstveni sistem, pa tudi druga društva, da se spoznamo in naučimo poznati naše telo. To se mi zdi, da je pomembno. Poslušaš tvoje telo, takrat tudi zaznaš tiste znake, alarme, spremembe, ki jih drugače mogoče pač ne opaziš, ker je ritem življenja prehiter. Torej, razvili ste tudi aplikacijo, ki se jo da namestiti torej na pameten telefon. Pravzaprav, kaj ta omogoča, kako se imenuje in na kakšen način jo lahko pridobimo? Ja, preprosto si jo namestite na pametni telefon, to je aplikacija Brest, kot neke vrste menstrualni koledarček, v katerem se nastavimo opomnik. In ta aplikacija nas potem opozori na samo pregledovanje. Kot sem že prej povedala, samo pregledovanje nam vzame v bistvu
3 minute časa, da si pregledamo dojke in ugotovimo, ali je vse v redu, ali smo zaznali kakšne spremembe. V primeru, da zaznamo spremembe, da vidimo spremembe na koži, na bradavicah, potem je seveda zelo pomembno, da se takoj obrnemo na svojega zdravnika in se naročimo na prvi pregled. Drugače pa samo pregledovanje, ne samo z aplikacijo, ampak tudi drugače, je na voljo na naši spletni strani. Imate prav navodila in tudi slikovni material. Predvsem pa tudi drugi zdravstveni domovi, mi zelo dobro sodelujemo s centri za krepitev zdravja, ponujajo samo pregledovanje na modelih dojk. No, sicer pa v tem mesecu torej ozaveščanja te pomembne bolezni in pa seveda zgodnjega odkrivanja torej raka dojke, pravzaprav ste priredili oziroma imate v ospredju tudi kar nekaj dogodkov po celotni Sloveniji, no tudi kar nekaj pa v Podravju. Že jutri se bo odvil eden takšnih. Drži. Jutri organiziramo v Slovenski Bistrici zdaj že tradicionalni 10. tek in hojo za upanje. Tek je namenjen vsem, je dobrodelnega, ima dobrodelno noto, vsa zbrana sredstva namenimo. Se opravičujem, Darko, tu si samo zabeleži, kaj je to, kar smo rekla jutri, to je po torku, v sredo, Ja. 23. Ok. Pol bomo pa, jaz sem, Darko, si ti v režiji? Torej, moje vprašanje pa bo zdaj začela kar gospa še enkrat z odgovorom. V redu? Jaz ne bom ponavljala, samo gospa začne. Ok. Ja, vi kar jutri, ne? To je sreda 23. V redu? Ne, v sredo ni teka. Ni sreda, no Tek se je zato jutri tek. Ne Tek je smema, ker soboto. gre Ok. oddaja V soboto. v Ok, torek razumem. 22. tako da vem pa, da imate 23. na Ptuju, ne? Zato Ja, sem to jaz pa ni tek, rekla. to pa je. Ja, Aha, tako. ok. Teda s tem začnete. V redu? Jutri, v torek, Aha, ok. Jutri, v torek, imamo v Domu upokojencev na Ptuju svojo stojnico, kjer ravno tako izvajamo promocijo, samopregledovanje in osveščanja. Z Domom upokojencev na Ptuju sodelujemo že nekaj časa. Tukaj so naše predstavnice iz podružnice Podravje pisarne Maribor, kot vsako leto, in upam, da bomo pridobili nekaj novih članic in širili te dobre vesti, ki jih pač želimo. Sicer pa kaj bi našim gledalkam in gledalcem sporočili ob tem rožnatem oktobru in pa tudi v okviru, se pravi, tega meseca boja proti raku dojk? Mogoče sem danes zjutraj razmišljala, da se osredotočim na tisti prvi naš znak, ki ga spoznate takoj v rožnatem oktobru, to je pentlja. Same pentlje so prisotne že od 70. let. Prvo pentljo je pripela ena gospa, ki je želela, da se njen mož vrne iz Iraka. Tista pentlja je sicer imela takrat drugo barvo, ampak pentlje nekaj sporočajo in predvsem pentlje imajo sporočilo različnih barv osveščanja in opozarjanja na neke bolezni. Naša roza pentlja naj vam bo ne kot opozorilo, ampak kot povabilo. Naše članstvo, naša organizacija je tista, ki vas sprejme zmeraj na vseh področjih in tudi takrat, ko smo zdravi. In mislim, da je pomembno, da ne samo oktobra, ampak čez celo leto razmišljamo o tem, da med nami obstajajo zdravi in bolni ljudje in da mreženje med temi ljudmi in pomaganje en drugemu in soočanje z boleznijo je tisto, kar naj nas vodi skozi vse leto, ker bomo potem lažje sprejeli bolezen, ki pač lahko pride v vsako družino in vsakemu izmed nas. In to se mi zdi eno sporočilo, ki bi se ga morali večkrat spomniti. Se pridružujem temu in če že zaključujemo oddajo, konec koncev pa smo tudi na nek način sami odgovorni za svoje zdravje in naj ostane tisto, da je preventiva bolja pred kurativo. Drži, absolutno. Hvala lepa. Hvala za te informacije in vse dobro še naprej. Hvala tudi vam za povabilo. Tako, v nadaljevanju pa se bomo posvetili jeseni, pred nami so tudi jesenske počitnice. Kar nekaj aktivnosti bodo izvedli v Zvezi prijateljev mladine Maribor, no katere pa bomo izvedeli čez nekaj minut. Ostanite z nami.
Tako pred nami pa bodo kmalu krompirjeve počitnice, tako pač jih radi poimenujemo, zdaj te jesenske, ko bodo otroci imeli tudi nekaj več prostega časa. No, v Zvezi prijateljev mladine Maribor vsako leto kar precej časa namenijo temu in poskrbijo za marsikatero aktivnost in tako popestrijo lahko dogajanje otrokom. No, podrobnosti tega in seveda, kaj vse še pripravljajo v ZPM-u, pa nam bo zaupala Kornelija Kavrin, koordinatorica dejavnosti in pa mentorica prostovoljstva pri ZPM Maribor. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Tako, gospa Kavrin, pravzaprav jesen je, to je tisti prvi čas po poletnih počitnicah, da se znova na nek način lahko z otroci, torej z večjim številom otrok, takole nekako dobite na delavnicah in pa vsako leto jim pripravite marsikaj. Torej, kaj lahko pričakujemo letos v okviru teh jesenskih počitnic, kaj vse boste pripravili in česa vsega se bodo lahko otroci udeležili? Če vas malo popravim, z velikim številom otrok smo se srečali že v tednu otroka, ki je za nami. Tako, ki je potekal do 11. oktobra, ja. Potekal je v drugem tednu oktobra na temo Otrok nepopisan list in nekako nadaljujemo, pravzaprav vse naše dejavnosti so tudi posvečene temu, da na čim boljši, lepši in pametni način popišemo ta list. Tako da tudi v jesenskih počitnicah smo pripravili pester program. Gremo na 2 izleta in pa sredo zaključimo počitnice pred prazniki še z Halloween partijem, ki bo pa potekal tukaj pri nas na Zvezi prijateljev mladine, na Razlagovi 16, v Domu ustvarjalnosti mladih. Seveda pa tudi različne delavnice, prilagojene delavnice tematiki, ki je v tem času, nekaj bo vezano na Noč čarovnic, nekaj pa bo vezano tudi na 1. november. Vse skupaj bo tudi namenjeno temu, da se ozaveščamo varovanju narave in ravno zaradi tega bomo imeli poslikavo kamenčkov spomina, ki jih položimo potem na grobove z lepo mislijo ali pa z lepo nekaj lepo narisanega, zato da ni potrebno kupovati svečk, ki dejansko kar precej onesnažujejo naše okolje. In pa se tudi kar prijetno izpraznijo lahko žepe, ne? Tudi to, ja, tudi to. Sicer pa, kako bo z udeležbo? Je potrebna kakšna predprijava oziroma na kakšen način lahko pridejo? Ja, ker med počitnicami je vedno malo več otrok, potem pač je zaželena prijava, da tudi vemo, pač ko gremo na izlete, so tudi števila malo omejena. Tako da vemo tudi, koliko prostovoljcev poklicati, ki pospremljajo te otroke, zato potrebujemo nekaj prej, da se starši prijavijo, napovejo, da pridejo njihovi otroci na delavnice, na izlet, kaj si pač izberejo. Mnogi pa kombinirajo, najprej grejo na izlet, potem pa še ustvarjajo, tako da, ja, enako kot med poletnimi počitnicami. S to razliko, da nimamo v tem času varstva, da tisti, ki otroke pripeljejo za dalj časa, je zaželjeno, da jim nekaj zraven dajo za pojest, ker pač ne organiziramo kosila tako kot med poletnimi počitnicami. Zagotovo je pa tisti fajn trenutek, če lahko temu rečem, kar tako po domače, ko otroci lahko tam ustvarjajo, pa preživijo takšen kreativen čas, ne? Seveda, nekateri starši pošljajo otroke, ker morda nimajo varstva, jih nimajo kam babicam, dedkom dati. Nekateri otroci pa prav si želijo, tudi če bi imeli kam zaiti, radi ustvarjajo, si želijo priti in prijetno preživeti počitnice skupaj z mentorji, s prostovoljci, ki jih tam čakajo in z njimi pač ustvarjajo ali pa hodijo naokoli. Sicer pa to ni edina od dejavnosti, ki jih boste zdaj v jeseni počeli in skozi te tedne, ampak recimo pred vami je tudi že tradicionalni bralni natečaj, 100 ljudi, 100 čudi, pa še obilica drugih. Ja, v bistvu 100 ljudi, 100 čudi ni ravno bralni natečaj, tam se vedno posvetimo eni tematiki in vsako leto napišejo mladostniki, to je namenjeno bolj mladostnikom, srednjim šolcem, napišejo slogane proti nestrpnosti ali pa posnamejo tudi kak video. Vemo, da današnji čas je strpnost ravno nekaj takega, o čemer bi se morali malo več tej temi malo več posvečati.
In to je vsako leto natečaj, kjer pač to izkoristimo, da se z mladimi pogovarjamo o različnih temah in potem oni tudi so ustvarjalni, razmišljajo o tem in pol napišejo slogane, ki jih potem izbere komisija, nagradi najboljše in jih tudi seveda objavimo. Je pa še tudi nekaj več priložnosti, kamor lahko pridejo mladi. V torek naslednji teden je Cunjami ponovno, izmenjevalnica oblačil za mlade. Tam prinesejo mladi lahko oblačila, ki jim niso več všeč, ampak so še pa cela, čista, neraztrgana in zamenjajo z drugimi in potem pač spet prihranimo nekaj v naši denarnici, prihranimo pa tudi nekaj našemu okolju, ker vemo, da tekstilna industrija je eden največjih onesnaževalcev tega našega planeta. Potem imamo tudi, še vedno deluje soba pobega, ki je sicer izobraževalna soba pobega, ampak je pa, uganke so pa kar klasične in zanimive in tudi težke, zato je namenjeno samo mladostnikom nad 15 let, ravno zaradi razumevanja nalog in zaradi načina reševanja, ki je malo zapleten. Seveda pa se tudi pripravljamo že s polno paro na prihod Dedka Mraza. Tako je. Smo že vzpostavili povezavo s Pohorjem in že imamo sporočilo, da se že pripravlja. Nam babica zima je že zložila škornje, čeprav bi si jih lahko tudi sam enkrat. Ampak je rekel, da ima toliko dela, da potrebuje pomočnike. Ne? Verjamemo, da je ima zdaj. Tik pred zdajci bi lahko temu rekli res veliko dela. Ne? Tako da 7. decembra potem ga bomo pričakali pod Pohorjem, potem se bo prevažal po mestnih četrteh in 27. decembra ga spet pospremimo nazaj na Pohorje. Ko se bo zopet poslovil in pomahal. Ta prireditev bo potem na Trgu Leona Štuklja, tik pred novim letom. Tako, ker pester nabor vsega dogajanja, seveda vse, ki zanimajo podrobnosti, pa najdejo na socialnih omrežjih in pa pri vas na vaši spletni strani. Na spletni strani, ja, ker precej več je dejavnosti. Tudi smo kar aktivni zdaj pri zbiranju novih prostovoljcev, smo letos malo prej začeli, zato da tudi študente že v začetku njihovega šolskega leta navdušimo, da ostanejo potem z nami vse do poletja. Tako da se že tudi na to pripravljamo. Ja, pa tako da je, ker ni nam dolg čas, ampak z veseljem počnemo to, kar počnemo. Vsi tisti, ki bi torej radi stopili in obuli čevlje prostovoljcev pri vas, torej kam se naj obrnejo? Vabljeni tudi, da se oglasijo, da pokličejo, da dajo podatke, mi bomo pa informirali, ker je zelo širok spekter, kamor se lahko vključijo prostovoljci, od različne dejavnosti, različna znanja oziroma želje, v čem bi radi delovali. Predvsem pa spodbujamo mlade tudi, da svoje ideje povedo in tudi svoje ideje potem skozi naše programe uresničijo. Tako in prenašajo na druge, tudi te vrednote prostovoljstva. Pogumno do nas ali pa tudi do katere druge organizacije, ki potrebuje prostovoljce. Pomembno je, da spoznamo prostovoljsko delo, da ugotovimo, da to ni samo dajanje, da je to precej prejemanja. Poleg tega so pa nabirajo dragocene izkušnje, potem tudi za življenje, za poklicno življenje, privatno, družinsko življenje. Tako da je zelo dosti prednosti, če si prostovoljec, zelo dosti lepega doživiš in se tudi marsičesa naučiš. Tako. Hvala lepa za vse te informacije in uspešno tako pri vaših projektih, ki jih izvajate, tako tudi pri seveda delu z prostovoljci. Hvala za vabilo. Tako, v nadaljevanju pa bomo izvedeli, kam lahko greste za Halloween, namreč tudi v konjeniškem društvu Pesnicam prirejajo nekaj za otroke, tako da ostanite z nami.
No, kot že rečeno, pa bomo naslednje minute posvetili torej Halloweenu, pravzaprav na nek način noči čarovnic, no, in ob tem praznovanju, ki je sicer prišlo k nam iz Amerike, pa vse več društev in posameznikov prireja tudi tovrstne prireditve. No, eno izmed teh, oziroma tako imenovanega Halloweena, prirejajo tudi v konjeniškem društvu Pesnica in slednje se bo odvilo 26. oktobra. Kaj prirejajo, kako bo potekalo, pa nam bosta zaupali članici društva, in sicer Alja Babič, pozdravljeni, in Maša Vujaklija. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Tako, če se nekako osredotočimo torej na Halloween, ki ga prirejate 26. oktobra, pravzaprav zakaj in komu je namenjen? Seveda v prvi vrsti otrokom, ampak napovedujete tudi kar pester program za odrasle. Torej 26.10. na klubu ob 5. uri, torej v soboto, prirejamo Noč čarovnic, ki je primarno namenjena otrokom, da se malo zbližajo z konji, da imamo neke delavnice, dogajanje, ki je malo bolj v čarovniškem stilu, da vseeno doživijo nekaj drugačnega, kot pa ponavadi na klubu, da imajo neko lepo izkušnjo, ki jo lahko imajo potem delijo z prijatelji, se jo vedno spominjajo za nazaj. Prirejamo jim različne čarovniške igre, čarovniške delavnice, za tiste malo bolj pogumne imamo lov na zaklad. Seveda pa nismo pozabili na njihove starše, kjer bomo lepo postregli z moštom in zapečenimi kostanji. Imamo pa tudi nagrado za najboljšo masko, tako da tisti otrok, kandidat, lahko tudi mar starš, ki pride najboljše namaskiran, bo dobil eno tako zanimivo nagrado. Imamo pa še eno posebno presenečenje, ki ga mogoče ne bi najbolj povedala, tako da se pustite presenetiti. In naj pač poišče in to presenečenje doživijo, ne, če pridejo. Točno tako. Ja, kaj pa torej za odrasle ste omenili, torej tudi pestro popoldne, ampak vendarle, tudi njim namenjate morda kakšno poslikavo obraza ali kaj podobnega, ne vem, kakšna je obvezna oprema tega dogodka? Torej, obvezna oprema bi bila primarno, da pridejo otroci in odrasli namaskirani z dobro voljo. Seveda pač nočemo zapostaviti staršev, ki pač te njihove otroke vozijo na naše dogodke in v dosti primerih pač za nič se organizira. Zato smo pa vseeno poskrbeli, da je neko druženje za njih, da še imajo starši neko lepo izkušnjo, da ne rabijo si potem iskati še nekih drugih zaposlitev. Gospa Babič, glede na to, da ste konjeniško društvo, ne, vaša osnovna dejavnost je na nek način, torej so treningi z konji, tekmovanje in tako dalje, pa vendarle torej na nek način vračate tudi vi v okolje s tovrstnimi dejavnostmi. Zakaj? V bistvu si želimo pustiti nek pečat v družbi. Naslednje leto praznujemo 35 let, tako da se tudi tega veselimo, sodelujemo z Centrom za socialno delo, z EPM-om, Sončkom in podobnimi organizacijami. Tako da si tudi otroci iz družin, ki si morda jahanja ne morejo privoščiti, lahko privoščijo jahanje. Tako da želimo v bistvu biti aktivni participant v družbi in ponuditi, približati naravo. Nimamo samo konje, imamo tudi mini zoo. Ob samem prihodu v društvo oziroma v klub vas pozdravi lama, tako da jaz mislim, da je vredno obiska. Sicer pa, kako pa je drugače v društvu? Pravzaprav vsa ta tekmovanja, kar precej verjetno je dela, kaj vas še čaka vse do konca leta? Do konca leta nas sicer več ne čaka nobeno tekmovanje. Organizirali bomo še različna druženja, kot naprimer žegnanje konj, božičkovanje, morda tudi novo leto bomo videli. Se pa pripravljamo zelo zavzeto še za naslednjo sezono, naslednjo tekmovalno sezono, ja. Kaj pa takrat na sporedu? Verjetno tudi kakšno državno prvenstvo ali kaj podobnega? Bomo videli, pustimo se presenetiti, bomo videli, kakšne bomo imeli rezultate, kak bo naš odnos s konji, če se bo kaj spremenilo, če bo kakšne nove adicije, če bo kateri konj šel. Pustimo se presenetiti, ampak imamo visoka pričakovanja. In delate se v tej smeri, ne? Ja, vse v tej smeri, ja. Dobro. Ja, torej, kaj naj še rečemo, razen tega, da vas naj obiščejo 26. oktobra ob 17. torej na sedežu konjeniškega društva v Pesnici. Ja, Vabljeni. ljudno vabljeni, ja. Dobro. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala vam. V nadaljevanju pa se bomo posvetili dnevom Zinke Zorko, ki so potekali pretekli konec tedna v Selnici ob Dravi. Kaj je bilo tokrat v ospredju in kako pomembno je, kakšen počat je zapustila v slovenskem jeziku, pa nam bodo povedali na obisku na terenu. Tako da si poglejmo pogovor. Lepo pozdravljeni iz Hrama kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi, kjer so te dni potekali dnevi Zinke Zorko. Z mano je gospod Oto Vogrin, ki bo povedal malo več o tem, kaj vse se je dogajalo. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Zdaj pa tako na prvem mestu, pravzaprav, kakšen je pomen te, lahko rečem, resnično izjemne dialektologinje Zinke Zorko? Zdaj, njen pomen je prav gotovo zelo močno prisoten v širšem slovenskem prostoru, vendar mi nekako jemljemo Zinko kot našo Zinko in pravzaprav živimo to njeno dialektologijo skozi način življenja in zdi se mi najpomembnejše prav to, da postaja to tudi del razmišljanja otrok, ne samo teh, ki se pravzaprav z temi dnevi Zinke Zorko ukvarjamo. Dejansko je zdaj potekalo bienale. Določene zadeve, lahko rečemo, res strokovno zasnovane, hkrati pa seveda z tistim spominom na, lahko rečemo, soobčanko, sokrajanko. Ja, bienalno počnemo to, ker je zelo pomembno, da se temeljito pripravimo, da stvari dozorijo in tudi, da to pravzaprav poleg vseh dejavnosti, ki jih opravlja Hram kulture, to sploh zmoremo. In tako smo si za te dneve, ki so potekali v petek in soboto, pripravili rdečo nit, ki je bila pravzaprav glasba in poezija. To je del naše akademikinje, ki je pravzaprav manj poznan v širšem prostoru, pa vendar za ta kraj zelo pomemben. To, kolikor je vplivala, kolikor je pravzaprav za svojim načinom življenja prispevala, je bil tudi ključni namen in pa ključni namen spodbuditi ljudi, da ob tem tudi osebnostno rastejo, da se veselijo tega narečja in da ga še bolj uporabljajo in spoštujejo. Ne nazadnje lahko rečemo, tukaj selniško narečje še vedno tudi negujete. Zdaj, prav v teh dnevih je bilo predstavljeno kar nekaj prispevkov, ki so zelo zanimivo pravzaprav razvejali to narečje, ki ga je Zinka poimenovala pohorsko-remšniški del koroškega narečja in pravzaprav v tem našem koncu ima vsak svoj hrib posebnost in skozi te prispevke smo tudi slišali otroke, kako doživeto in pravzaprav še vedno živo uporabljajo to narečje skozi svoje prispevke in zato je prav ta petkov dan, kjer je bila predstavitev teh prispevkov, ki so jih pripravili učenci osnovne šole Selnica ob Dravi, Brezno Podvelka, podružnice Kapla, Lovrenca na Pohorju, in pa tudi gimnazijci iz gimnazije Ruše. Tako da je tu preplet enih ne samo našega narečja, torej iz tega konca, ampak se dijaki Ruške gimnazije postavljajo tudi za svojimi narečji, tako da je zelo močno prisotno tudi prekmursko narečje, v katerem je Zinka pridodala veliko k temu, da je ohranjeno, da je zapisano in da je po svoje tudi živo. In kot zanimivost tega je pravzaprav ravno ta naša rdeča nit, kako pravzaprav narečje gre naprej. Verjetno je k temu prispevala veliko tudi naša dialektologinja Zinka Zorko in pa tudi sama doktor Koletnikova, kjer sta pravzaprav nekako oblikovali osnovne smernice popularizacije narečja skozi popevko Vesele jeseni.
in tam so se postavile ene stvari, ki jih mogoče danes poslušamo, pa ne zavedajoč se, kako močno in kako pomembno je narečje, ki je danes postalo prisotno, tudi če ga povsem ne razumemo. In recimo pesmi Iztoka Mlakarja, pa Ferija Lenška in pa tudi teh naših koroških so tako močno prisotne, da jih jemljemo kot popolnoma običajen vsakdanji jezik, ki nas ne samo razveseljuje, ampak tudi na nek način plemeniti in doda eno dodano vrednost skozi razmislek, da pravzaprav se te stvari drugače sploh ne dajo povedati. In en prevod nekega narečja zgublja tisto osnovno vsebinsko plat, ki je najpomembnejša. Jaz lahko rečem, da je prav Zinka Zorko tudi na svojih predavanjih govorila o tem in tudi mnogi drugi slovenisti, da so narečja najprej osnova, tisto, s katerim otrok, ko se rodi, najprej se spozna, potem šele zbornim jezikom. Ne? Tako da osnova za vse je govor, narečje. Ja, in morda je zanimivo tudi to, da pravzaprav tudi če ne razumemo prav vsake besede, je osnovni namen, da se želimo sporazumevati in da razumemo tudi bistvo skozi osvajanje nekih novih besed in nekega novega, neke nove podobe opisovanja, ki je pravzaprav zelo pomembno. Tako, in zagotovo se Zinke Zorko spomnite vsak dan pravzaprav tukaj v hramu, glede na to, da je tudi tu postavljena njena dvorana, oziroma dvorana z njenim imenom. Zdaj, ko so stvari same po sebi že umevne in je pravzaprav to sestavni del, je bil tudi tisti ključni namen, zakaj smo se odločili, da dvorano poimenujemo po naši Zinki Zorko, ta, da ni to samo stvar nekega pietetnega izročila, ampak je to, da je ona še vedno preko teh misli prisotna in je pravzaprav še vedno tista, ki bogati naš vsak dan in nam daje neke nove izzive. Gospod Oto Vogrin, najlepša hvala. To je za danes iz oddaje Report vse. Želim vam prijeten konec tega torka in seveda lep teden še naprej. Znova pa bomo z vami prihodnji torek. Do takrat pa se imejte lepo in srečno.